Menim, da je vprašanje mladih in prihodnosti države tisto, ki je najbolj povezano z mladimi. Mladi bi morali več biti vključeni v procese odločanja in v različne spremembe v družbi. Tako v Stranki mladih Slovenije že 8 leto krojimo slovensko politiko, slovensko družbo, delujemo povezano tudi v civilni družbi, lokalno, nacionalno in seveda evropsko in tudi svetovno. Potrebno povedati, da se mladi spopadajo z veliko problemi, ko gre za procese osamosvajanja mladih. Na prvem mestu so tu službe. 70% mladih ima službe za določen čas, ne morejo dobiti kreditov za stanovanja. Tu je potrebno stvari spremeniti. Fleksibilna varnost, o kateri se veliko govori, je samo fleksi za delodajalce, za mlade pa varnosti ni. Potrebno je poskrbeti, da bo zaposlitev na dolgi rok, da bo možno dobiti tudi nekaj kreditov in da si bodo mladi lahko zgradili stanovanja, kupili stanovanja. Še bolj pomembno pa je bilo, da bi država začela graditi najemna in neprofitna stanovanja za mlade družine. Problem mladih ni od danes. Ta problem se v Sloveniji vleče že od začetka osamosvojitve. Zato mislim, da je potrebno, da tudi več mladih politikov pride v državni zbor in seveda vlado. Na tak način bomo uspeli pomladiti razmišljanje v slovenski politiki. In niso samo stari politiki tisti, ki vedo, kaj je dobro za mlade. To vemo mladi in to želimo spremeniti. Zato v Stranki mladih Slovenije verjamemo, da je mlade tudi potrebno zmotivirati, da bodo verjeli, če so prisotni v procesih odločanja, njihov glas nekaj šteje in zato je potrebno iti na volitve 21. septembra.